No, dobro jutro. Počasi bomo začeli. Najprej najlepša hvala vsem vam, da ste prišli, vem, da je zgodnja ura. Hvala seveda tudi vsem mojim sogovornikom oziroma sodelujočim na tej interaktivni razpravi, v prvi vrsti ministrici za kulturo, Asti Vrečko in njenemu svetovalcu, Lenartu Kučiču in seveda tudi profesorju Marku Milosavljeviću, predvsem, da so si vzeli čas za sodelovanje na današnjem dogodku. Jaz vam bom za začetek na kratko pojasnila, zakaj sem se odločila za tako obliko dogodka. Evropski poslanci oziroma nasplošno Evropska unija je pogosto deležna kritik, da se pri oblikovanju zakonodaje posluša samo lobiste, tistih velikih multinacionalk, ki imajo seveda obsežna sredstva in tudi določene pogoje boljše, da pritiskajo na zakonodajalce. Včasih so te kritike absolutno upravičene, nažalost, ampak včasih pa ne. Zato, ker to ni kar tako a priori, da vsi evropski poslanci, ali pa, ne bom govorila o imenu držav članic, bom govorila o imenu parlamenta, skratka, da vsi evropski poslanci kar a priori poslušamo izključno samo lobiste. Vsaj jaz zase lahko rečem, da temu ni tako. Jaz delujem tako, da osebno sprejemam na te sestanke ali pa kavice, če želite, izključno neprofitne organizacije in neodvisne strokovnjake oziroma nevladnike, civilno družbo, podjetjem z, različnimi interesi, odvisno se pa jaz poskušam izogniti oziroma se z njimi dobi kdo drug iz ekipe, če ugotovimo, da je vendarle nujno, da se vsaj nekdo z njimi pogovori, oziroma jih ne upoštevam sploh pri recimo dopolnilih, ki jih dajem oziroma kakorkoli drugače sodelujem pri oblikovanju zakonodaje oziroma glasovanjih. Tudi tega je veliko pritiskov na ta način. Jaz mislim, mimogrede, da sem ena redkih, ki objavlja dejansko čisto vse sestanke, se pravi ne samo svojih, ampak tudi sestanke, ki jih ima kdorkoli iz moje ekipe, objavljam pa na spletni strani svoji, mislim, da je za vihek transparentnost. Ne želim ven s teme, jaz želim povedati samo to, da možnost, se pravi, bodi si prek evropskih poslancev ali pa prek držav članic, prek kakšnih iniciativ, recimo tudi državnih, je možnost za predloge pri sooblikovanju zakonodaje taka, da jo morajo imeti vsi državljanke in državljani. To je moje mnenje. Žal pa to izredno pogrešam, na splošno, na evropskem parketu in zato ta delavnica. To je glavni razlog. Zato, ker v bistvu si želim nekako, mogoče na malo nekonvencionalen način, spodbuditi takšne prakse. Tako da upam, da to ne bo edina taka stvar. Zdaj, samo za hitro osvežitev spomina, ker ne želim biti dolga. Verjamem, da veste, da sta Evropski parlament in svet enakovredna sozakonodajalca, tako imenovana, in mi v obravnavo dobimo zakonski, recimo, predlog od Evropske komisije in potem se to paralelno dopolnjuje oziroma ureja kakorkoli. Svet oziroma države članice, tam se oblikuje stališče prek diplomatskih predstavništev 27 držav članic, v parlamentu se pa to počne med pogajanji med različnimi političnimi skupinami, in ko imamo v obeh institucijah sprejeto neko stališče oziroma kompromis ponavadi, se začnejo pa pogajanja med institucijama, zraven je seveda še komisija in temu se v bistvu reče trialog. Če grem konkretno na akt o svobodi medijev, bo šlo tako, da bo na svetu prek kulturnega ministrstva v sodelovanju seveda s slovenskim predstavništvom v Bruslju, v parlamentu bo šlo pa po vsej verjetnosti prek odbora za kulturo kot glavnega odbora, se pravi prek političnih skupin, tudi moje skupine Renew Europe, in v njenem imenu bom po vsej verjetnosti jaz poročevalka za ta akt. Zdaj, v podrobnosti glede samih členov akta jaz ne bom šla, ker vam ne želim dajati preveč namigov vnaprej, lahko pa samo rečem, da predlog komisije je načeloma, po mojem mnenju, dobra osnova, ampak še vedno potrebna marsikakšnega popravka na marsikakšnem področju.
v bistvu je to res, vsaj na področju medijev, zagotovo neka revolucionarna stvar, ta akt, ki se pripravlja. Absolutno se prvič vsaj v taki meri vpeljuje medijsko politiko, govorim o politiki, se pravi policy, torej na ravni celotne Evropske unije in ne izključno na ravni državnih zakonodaj, kar še vedno veljano zaenkrat. Torej bi se pristojnosti delno premestile oziroma nadomeščale. In to je namenjeno, naj bi bilo, upam, da bo dejansko res tako dodatne zaščiti, oziroma dodatni plasti zaščite na področju medijev. Zdaj, ponavadi komisija predlaga vedno nekaj, kar se nanaša na neke realne težave in vemo, da na področju medijev težav ne manjka, nažalost. Imamo popolnoma politično podrejene javne medije, prepričana sem, da veste, kaj se dogaja na Madžarskem in na Poljskem. Imamo pa tudi poskuse političnih prevzemov, bom rekla, v drugih državah članicah, kaj o naši bo zagotovo povedala ministrica. Jaz pa v tej fazi brez dvoma lahko povem to, da je bolj enostavno medijsko svobodo obraniti, kot pa na novo postavljati. In si v tem trenutku niti ne predstavljam, kako jo bomo na novo postavljali na Poljskem in na Madžarskem. Tako da bo to za nas, oziroma že zdaj kar precejšnja zagata, ker tudi situacija je izredno različna, če pogledamo 27 držav članic. In mi moramo najti rešitve, ki bodo primerne za vse države. Oziroma, da bodo vse države neke vrste najmanjši skupni imenovalci, ampak da bo še vedno dovolj dober, da bo zaščitil predvsem novinarje oziroma medije v tem konkretnem primeru. Zdaj, predlagane rešitve se ne tičejo samo javnih medijev oziroma svobode javnih medijev, čeprav je to po mojem mnenju najpomembnejši del, ampak se dotikajo rešitve predlagane tudi zasebnih medijev, recimo prek zahtev o transparentnosti lastništva, oglaševanja, pravil državnega oglaševanja in tako naprej. Zdaj, tako kot sem rekla, ker so situacije precej različne po državah, si lahko predstavljate, da določene države članice že zdaj precej negodujejo glede tega akta, predvsem tiste, ki si želijo bolj samoregulacijo ali pa mogoče ne tako strogega teksta, da bi konkretno ne samo zahteval, ampak tudi določal recimo kakšne sankcije. Ali pa si niti ne želijo prenosa pristojnosti na evropsko raven. Tako da kompromis bo res izredno težko doseči, ampak jaz mislim, da moramo mi, tudi zaradi izkušenj v Sloveniji, s prejšnjo vlado, moramo zakon zastaviti kar se da ambiciozno, po mojem mnenju. In zdaj, seveda je pomembno, da se širijo dobre prakse z držav članic na drugo državo članico, ampak to preprosto ni dovolj. In zato preprosto ta akt potrebujemo, oziroma ta zakon, ki bo imel oziroma določal mehanizme, da se prepreči in nazadovanje svobode medijev in da se prepreči politične prevzeme, prikrito politično financiranje, oglaševanje, sumljive, kakršnekoli že prevzeme zasebnih medijev, koncentracija lastništva in tako naprej. In tukaj omejitev teh dopolnitev zame osebno ni oziroma ne bo smelo biti. Zdaj, teoretično bi se lahko ta zakon tudi prilagodil popolnoma na novo, ker ne bomo vsi v popolnosti zadovoljni z njim na koncu, to je popolnoma jasno. Ampak vendarle, tako kot sem rekla, moramo biti ambiciozni in vemo že zdaj, da bo težko. Kaj bo na koncu, nihče v tem trenutku ne ve, ampak brez dvoma bo ta zakon imel zagotovo vpliv že zaradi njegovega obstoja samega, ker recimo vemo, kaj se je dogajalo z Slovensko tiskovno agencijo nekaj časa nazaj in takrat dejansko Evropska komisija ni mogla storiti čisto nič razen političnega pritiska in izražanja zaskrbljenosti. Če bi ta zakon že takrat veljal oziroma ta akt, bi bil mogoč celo postopek tožbe. In bi bil že to mogoče vendarle večji pritisk na takratno vlado, da se to ne bi dogajalo. Zdaj,
Moramo pa tudi se zavedati vsi, da ta zakon ali akt ne bo neka čarobna palica, ki bi kar rešila čisto vse težave, ki obstajajo na tem področju. Niti ne bo edina reč, ki bo obstajala, ker imamo že zdaj par zakonskih podlag, ki naj bi funkcionirale ali pa začenjajo, upam, da funkcionirati. Mogoče lahko omenim tako imenovano anti-slap zakonodajo prihajajočo, torej direktivo za zaščito novinarjev, ki se soočajo s tako imenovanimi strateškimi tožbami ali političnih strank ali kakšnih multinacionalk, korporacij. Pa tudi akt o digitalnih storitvah obstaja, da se bolj tiče tega oglaševanja recimo na spletu, kar se tiče novinarjev oziroma transparentnosti algoritmov in njihove prilagodljivosti. Zdaj, pomen neodvisnih in profesionalnih medijev verjamem, da vam je vsem popolnoma jasen. Tudi kriza medijev, v kateri so ti trenutno, vam je po mojem popolnoma jasna. In v bistvu je temeljno vprašanje, kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost tega našega medijskega ekosistema, zato da bi bila uredništva neodvisna, pa da bi bil model tudi finančno vzdržen. To je ključna stvar, ki se bo tukaj morala urediti, ker mi imamo tudi pogosto lahko izredno dobre profesionalne novinarke in novinarje, ampak so lahko tudi oni, zdaj govorim res širše, so lahko pod pritiski takšnimi in drugačnimi strani politike recimo, ali pa lastnikov konec koncev tudi. Tako da vseh izzivov ta akt zagotovo ne bo mogel nasloviti, ker je to nemogoče. Pa če danes pridemo še do tako dobrih idej, na koncu bo vedno treba priti do kompromisa, ampak gre pa absolutno za prvi poskus ene celovite rešitve na evropski ravni. In jaz si res srčno želim, da to uspe še v tem mandatu. In želim si tudi, da bi vi predstavili neke svoje ideje ali pa svoje videnja, ki jih imate v okviru tega akta, zato da se potem to lahko komponira v regulacijo. Zdaj ne gre za to, da boste vi namesto mene pisali dopolnila, da ne bo kdo narobe zastopil, ampak gre za to, da ste zraven, da sodelujete. Brez skrbi, da bo to tudi zelo jasno in glasno povedano vsakič, ko bomo prišli do te faze, ker meni, če gre kaj na živce, kot političar, ki je to, da marsikdo ima občutek samozadostnosti in vsevednosti. Tudi v politiki in to pač ni tako in absolutno je prav, da sodelujejo zraven državljanke in državljani. Tako da tekom delavnice, potem v drugem delu seveda lahko tudi karkoli vprašate, ne bomo vas zdaj kar prepustili, da delate čisto sami. Tudi pomisleke lahko izraste, tako kot rečeno, delavnica naj bi služila vam, ampak konec koncev tudi nam, ker se po mojem lahko vsi skupaj danes precej naučimo iz tega. Jaz bom na tem mestu zaključila in v tem trenutku besedo predala ministrici, potem še njenemu svetovalcu in potem še profesorju. Tako da, gospa ministrica, prosim. Ja, najlepša hvala. Jaz se opravičujem, ker bom mogla iti čez par minut, ampak moram iti na vlado tudi še na en sestanek prej, ker je ravno Luka danes v Bruslju. Tako da res najlepša hvala, da ste prišli, da vas zanima ta zelo pomembna tema o aktu o svobodi medijev. V bistvu vsebino je bila že praktično povedana, tudi ni zelo definirana, se še da jo precej oblikovati skozi ta proces, ki je bil opisan in pa seveda tudi preko inputa ljudi, tudi ta delavnica bo gotovo pomogla k temu, da bi lahko še kaj tudi z naše strani predlagali. Zdaj mogoče čisto začetek, prejšnji teden smo bili v Bruslju, kjer smo imeli sestanek ministrov za kulturo, svet, kjer je bila to ena izmed tem. Druga tema, ki je bila ključna, je tudi to, da smo sprejeli delovni načrt za kulturo za prihodnja leta, kjer recimo, tako mogoče čisto za občutek, kaj se vendarle da participatornega tudi narediti, je bila ravno na pobudo Slovenije in naših kolegov iz ministrstva sprejeta ena točka, 4. izmed 4 prioritet glede kulture v zunanjih odnosih.
Tako da v resnici v bistvu ni, te stvari so pomembne, niso zaman in predstavniki pravzaprav so tisti, ki jih morajo prenašati naprej in če so dobre, so tudi in potem seveda dobro skomunicirane, tudi sprejete. Kar se tiče akta o medijski svobodi, tudi to razpravo smo odprli, pravzaprav niti naj ne bi bila razprava, ampak potem se je nekako tako odvilo, da se je več držav, več ministrov, ministric prijavilo k besedi. Vsi smo načelno bolj ali manj podprli pripravo in pa pobudo sploh, da se o tem začne govoriti tudi na ravni Evropske unije. Seveda imajo nekatere države večje ali manjše zadržke, tudi bodisi zaradi notranje zakonodaje ali pa nekih svojih drugih razlogov. To je vse del tega procesa, kako se bo akt oblikoval in potem, da bo prišlo do sprejetja. Stališče Slovenije in Ministrstva za kulturo ostaja, da je akt pomemben, da je pomemben tako, da se o tem govori na ravni Evropske unije, da se države tukaj poenotijo in tudi seveda, da mi pri tem tvorno prispevamo k vsebini, oblikovanju in ne nazadnje na koncu tudi k sprejetju in implementaciji tega akta. Za nas je pač res ključno, da se o tem spregovori, kot verjetno veste, eden izmed tako rečemo neformalnih morda nekih pobud ali pa ena izmed takih razprav, ki se je vršila v zadnjih letih na ravni Evropske unije, je bila tudi vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije, ki je tudi sprožila debato na najvišji ravni v Evropski uniji. Tudi glede vprašanja Radiotelevizije Slovenije, tako da smo imeli s kolegico Dominiko Švarc Pipan, ministrico za pravosodje, že razpravo na odboru in pa tudi nekako sva odgovarjali na vprašanja glede tega, kaj se je v tem času naše vlade na tem področju spremenilo. Torej, nas gledajo, spremljajo, kot tudi vse države, kar tudi nekako je vendarle neka krovna vloga Evropske unije, da se pogovarjamo o procesih demokratizacije, demokracije in to je tudi akt, nekako njegova osnovni postulat, kakor ga mi razumemo. Se pravi, da prispeva k večji demokratičnosti držav Evropske unije. Kar se tiče konkretnejših korakov, načel in pa stvari, ki jih v splošnem na tem področju pripravljamo na ministrstvu, je Lenart Kučič, ki je svetovalec za področje medijev, ki zelo dobro pozna zakonodajo, akte in pa seveda je tukaj čist kot iz strokovnega področja, tudi sam kot nekdo, ki je delal kot raziskovalni novinar, preučeval medijska lastništva in se zelo poglobljeno s temi stvarmi ukvarjal tudi na strokovni ravni, v bistvu bo vam znal skozi delavnico, skozi svoj input zelo podrobno predstaviti stališča, ki bomo pa seveda mi potem na politični ravni zagovarjali vse do sprejetja. Tako da res hvala lepa, zelo mi je žal, da vas moram zdaj zapustiti, verjamem, da bo še pa kakšna priložnost, da se srečamo in pogovorimo o tej ali pa kakšni drugi temi. Hvala. Se vidimo, srečno. Ja, živjo. Jaz bi tukaj res bom kratek, pa bom pol na delavnicah, pa lahko gremo v podrobnosti poljubne in me lahko izkoriste, kakor hočete. Ampak tukaj bi dal samo par takih osnovnih usmeritev. Ta akt o medijski svobodi je tako prvi dokument, ki ga je Evropa na tej ravni, na področju medijev sploh sprejela. Mislim, Evropa, govorimo o Evropski komisiji, zaradi tega, ker so se države do zdaj medijski politiki oziroma medijski regulaciji zelo izogibale. Enostavno zaradi tega, ker ni bilo politične volje, da bi se v medije oziroma nobena država članica ni bila pripravljena od kogarkoli poslušati kakršnihkoli navodil, kaj naj s svojimi mediji počne. In da se je to zgodilo, je kar precedens.
Mislimo si, da verjetno tudi zaradi tega, ker se je pač v zadnjih 5 da se je v zadnjih 5 letih informacijska krajina toliko spremenila, pa bilo je kupenih takih odmevnih škandalov od ameriških volitev do Brexita, do Cambridge Analytike, do ruske agencije za internetno raziskovanje in podobno, kjer se je videlo, da pač je mogoče in dezinformacije in tako zelo, da je mogoče medijski ekosistem, če uporabim ta izraz, shekati na nove načine in ga zlorabiti tudi zato, da na take nefer načine sprožaš določene družbene in politične spremembe. In mislim, da se je tukaj tudi Evropska komisija večkrat ustrašila, da se lahko to še naprej dogaja in so pol prvič rekli, ajde zdaj pa dajmo definirati par glavnih problemov na področju medijev, poglejmo, kaj lahko na tem področju naredimo. Zdaj, kaj to pomeni za Slovenijo najbolj konkretno? En tak vprašanje, ki je, ali lahko, to je bila tudi tema ene od prvih okroglih miz na to temo pri nas, če lahko ta akt reši slovenski medijski prostor oziroma glavne zadrege našega medijskega prostora. Zdaj, tak kratek odgovor je ne nujno, zaradi tega, ker pravna podlaga za delovanje oziroma za to je tako imenovani Evropski notranji trg. Pač Evropska komisija praktično velike svoje zakonodaje v glavnem utemeljuje na tem notranjem trgu, enostavno zato, ker to daje en tak, kako bi rekel, stranski vhod, da se ukvarja z vsebino, kar pomeni, to je ena od redkih stvari, kjer ima Evropska komisija polno pristojnost, da se s tem notranjim trgom ukvarja. In pol dostikrat morajo nekako najti take kreativne načine, kako skozi notranji trg dejansko določene vsebine upeljati. Zdaj, po svoje je to v redu, zaradi tega, ker na to podlago dejansko lahko pripravijo uredbo, ki bo veljala za vse države članice, je pa hkrati tudi omejujoče, zaradi tega, ker recimo na ravni nacionalnih držav je pa to precej omejuje eno delovanje. Naprimer, če si rečeš, slovenski medijski trg je izrazito majhen, tudi omejen z jezikom, nimamo velikih korporacij, ki bi se širile po Evropi in tudi naše medijske anomalije, razen tega, da pač predstavljajo kakšno slabo prakso ali pa kakšen slab politični signal, nimajo kaj dosti vpliva na evropsko medijsko sceno, kar pomeni to, da imamo mi kakšne take hecne lastniške hobotnice, pa čudne lastnike, pa politike, ki vplivajo na javne medije, je sicer tako grdo pa grozen, pa ni dobro sporočil, da se to znotraj EU-ja da delati, ampak hkrati pa to absolutno nič ne vpliva na Nemčijo, pa na Francijo, pa na kogarkoli drugega v smislu njihovih medijskih zadreg. In tudi ta razpon je tukaj pol problematičen pri takih dokumentih, ker je EU tudi na medijskem področju izredno raznolika. Recimo, če poslušaš, kaj so glavni pomisleki članic, če poslušaš recimo to, ker imamo pol sestanke z Bruslom, pa posamične delegacije imajo svoje pripombe. Problem je v tem, ker na eni strani imaš ti države, Skandinavija, predvsem pa tudi kakšna Avstrija in podobne, ki rečejo, ja, ampak to je za nas čist brez veze, ki mi takih problemov sploh nimamo. Mi s tem nimamo težav, nimamo tukaj enega politika, ki bo tukaj nastavljal ljudi v javnem servisu, nimamo skritih lastnikov in podobno. Zakaj bi tukaj sprejemali eno zakonodajo, ki nam prej zakomplicira stvari, kot pa da bi jih rešvala. Pomaš pa na drugi strani recimo Madžarsko pa Poljsko, kjer se pa njihove vlade jasno zavedajo, da je ta zakon pravzaprav v njih uperjen, kar pomeni seveda, da jih ne moreš imenovati, ampak kje pa tudi vsi vemo, o kom govorimo. In seveda so pa tiste vlade totalno proti, ki se rečejo, ja, mislim, to je pa totalno prevelik poseg v našo suverenost, pa v našo nacionalno zakonodajo, pa imaš pa to veliko sredino, ki so pa nekje vmes. In iz tega najti tak kompromis bo kar velik problem. Ampak kaj je pa pomembno? V poročilu o stanju medijev Evropske komisije so bile nekako izpostavljene 4 recimo glavne točke, kaj so problemi slovenskega medijskega prostora. Prva točka je prevelik vpliv politike na javne medije, kljukica. Druga točka je skrito lastništvo in koncentracija lastništva, tudi kljukica. Netransparentno politično oglaševanje, tudi kljukica. In ja, pa tudi tožbe slep in podobno. In to so praktično vse problemi, ki jih tudi ta akt naslavlja. Kar pomeni, tudi če
saj zaenkrat ne vemo, če bo ta akt dal take čisto konkretne predloge, kako se s temi anomalijami soočati, jih vsaj poimenuje s pravimi imeni, kar pomeni, v tem aktu jasno piše, da je to slabo in da je treba na tem področju nekaj narediti, kar je pa tudi za nas, kot recimo zakonodajalca, ki bo prenovil medijsko zakonodajo v Sloveniji, ti da en tak političen mandat, da se teh problemov lotiš. Kar pomeni, si ne domišljamo, vpliv politike na javne medije, pa koncentracija, pa politično oglaševanje ni samo nekaj naša kaporica ali pa nekaj, kar si mi mislimo, da je problem, ampak imamo tukaj jasen, zelo konkreten dokument, ki te stvari pač poimenuje kot anomalije. V smislu tega si na evropskem medijskem trgu, prostoru ne želimo in se hočemo teh reči nekako lotiti. In to je, če sploh ne grem še v podrobnosti po tem, kaj bo s tem dejansko, pa kateri členi so boljš napisani, kateri slabš, kateri so bolj priporočila, kateri so pa zelo normativni, ampak politično sporočilo je jasno. Pač v evropskem medijskem prostoru nekako ne želimo imeti prevelike koncentracije, ne želimo prevelikega vpliva na javne medije, ne želimo netransparentnega državnega oglaševanja v medijih, ker to povzroča kupenih problemov, od motnje na trgu do financiranja propagande. Nočemo imeti zlorabe pravnega sredstva za utišanje novinarjev, nočemo imeti države, ki prek vohunskih orodij nadzoruje novinarje in podobno. To so pa recimo tista poročila, ki so tukaj, oziroma sporočila, ki so tukaj zelo jasno napisana in tudi zato, kar bomo pač počeli v prihodnosti, nam daje to dosti jasne usmeritve, da je to problem, da se treba tega lotiti in da lahko to tudi utemeljimo in sami in konec koncev tudi s tem velikim paketom, ki je pa samo del ene take širše reforme, zato ker tukaj je treba absolutno upoštevati še novo direktivo o digitalnih storitvah oziroma tudi uredbo, ki se tudi pripravlja, ki bo zelo vplivala tudi na platforme, recimo tudi tukaj se kar kaže zaveza Evropske unije, da tudi teh velikih platform ne bomo več gledali čisto samo kot nekaj, kar ne moremo nič narediti, da je tak naraven pojav, ki se mu treba prilagoditi, in pa recimo akt o političnem oglaševanju, ki pa še bolj natančno definira, kdaj in v katerih primerih je to, da državno podjetje, država ali pa to financira določene medije za določene vsebine problem. Tako da to je to čist zelo okvirno, podrobnosti pa pač po nadglavnici. Lep pozdrav še v mojem imenu na naši fakulteti, ob naših nekdanjih kolegih. Torej, česa predhodniki niso povedali. Najprej navedem eno ilustracijo tega, kje smo. Včerajšnja novica dneva, mednarodna novica dneva je bila ta, da je nek domnevni nemški prestolonaslednik poskušal izvesti državni udar v Nemčiji. Nazadnje, ko se je to zgodilo v Nemčiji, je bil to nek poskus državnega udara v eni pivnici v Münchnu in vemo, da se to kasneje ni dobro končalo. Novice, ki prihajajo v zadnjem času ne samo iz držav Evropske unije, ki pripadajo nekdanjemu vzhodnemu socialističnemu bloku, ampak ki vedno bolj prihajajo tudi iz domnevnih, da tako rečem, demokratičnih držav stare Evrope, so pogosto nenavadne in so pogosto tudi zaskrbljujoče. Ko so se začele priprave na zakon o medijski svobodi, in tukaj se je treba zavedati, da pravzaprav Evropska komisija še lani junija sploh ni bila pravzaprav odločena in ni bilo čisto jasno, ali se bo za ta akt sploh odločila. In hkrati se je treba zavedati, da je eden od dejavnikov, da so se sploh za to odločili, bila prav Slovenija. Namreč država, ki je veljala 20 let za zgodbo o uspehu demokratične države med vzhodnoevropskimi državami, ki je bila na nek način vedno neproblematičen, dober učenec, ki se je hitro priključil Evropski uniji, podpiral vse demokratične tendence ob vseh seveda klasičnih domačih težavah, ampak vendarle v nekih osnovnih linijah zasledoval pravila Evropske unije, se je nenadoma izkazal za zelo problematičnega. In potem se je takšnih držav nenadoma nabralo veliko in Evropska komisija ni vedela natančno, kaj storiti in ali to storiti, zaradi tega, ker, kot je omenil že Lenart,
seveda so pooblastila Evropske komisije večinoma bila zgodovinsko vezana na ekonomski vidik, ker je pač seveda tudi sama Evropska unija oziroma nekdanja EGS in še predtem EES in tako naprej nekdanja nastala iz Nemško-francoske zveze o železu, jeklu in premogovništvu. Skratka, ekonomske osnove, ki naj bi pomirile Evropo, da spet ne pride v vojno, in zato so se tudi seveda izogibali medijem, zato ker vsaka država je sploh v 50-ih, 60-ih letih še kako želela obdržati nadzor nad mediji in takrat pravzaprav govora o recimo javnih medijih sploh ni bilo, ker so to vse bili državni mediji, bodisi v Nemčiji, bodisi v Franciji in tako naprej. In skratka, Evropska komisija se je znašla pred dilemo, ali ima za to sploh pooblastila in kaj glede tega narediti. In tudi situacija v Sloveniji in še v nekaterih drugih državah jih je uspešno, da tako rečem, potisnila v to, ob vseh dilemah, ki so bile nejasne, tako kot je omenil tudi Lenart in drugi, pogosto v Bruslju, kakšne od naših do takratnih težav so zvenele kot težave vzhodne Evrope. Tudi še lansko jesen, ravno po tem, ko smo naredili poročilo o vladavini prava za Slovenijo in oziroma predtem medijski monitor za pluralizem, kjer vedno znova opozarjamo na vprašanje in težavo državnega recimo oglaševanja, pa tudi lastništva, kot je recimo Siol in še kje drugje, je to večinoma Bruselj dojemal kot neko težavo vzhodne Evrope. Vse do lanskega novembra, ko je prišla novica, da je najprej odstopil Sebastian Kurz v Avstriji, potem je pa mesec dni zatem Sebastian Kurz poročil, da se nasplošno umika iz politike pri svojih rosnih mladih letih in potem, ko je moral tudi njegov naslednik odstopiti. In kaj je bil razlog njunega odstopa? V bistvu je bila korupcija na področju državnega oglaševanja in dodeljevanja državnih pomoči za medije. Skratka, tipično vzhodnoevropski problem, za katerega so uradniki v Bruslju do takrat menili, da je zadeva, ki ni nujno potrebna v Media Freedom Actu. Takšnih stvari v tem aktu je še kar nekaj. In kot je omenil Lenart, gotovo, da stvari ne morejo same po sebi rešiti vseh stvari. Mislim, da je pa to zelo pomemben dokument, ki pravzaprav daje podlago tudi tistim državam, ki glede tega kakorkoli še oklevajo, tistim državam, ki vedno znova rabijo nek zgled iz Bruslja ali nekaj, na kar se lahko sklicujejo. Tudi v Sloveniji ne vemo, da tako rečem, kakšna bo naša medijska prihodnost, tudi kakšna bo prihodnost navsezadnje človekovih pravic in vseh ostalih vidikov svobode izražanja. Danes se nam zdi nenavadno, ampak morate se spomniti, da še samo pred letom dni ali 2 letoma je bilo v Ljubljani prepovedano sedeti na Trgu Republike in prebirati ustavo. In po Ljubljani so hodili robokopi in policisti z mitraljezi, torej z avtomatskimi puškami, ne z avtomatskimi pištolami. Spomnite se tistega znamenitega posnetka novinarke Pop TV Katarine Matejčič, ki se pogovarja z ministrom, okoli njega pa policisti v polni bojni opremi z mitraljezi pred seboj. To je zadeva, ki se z avtomatskimi puškami. To je zadeva, ki je v Sloveniji, v Ljubljani ali v kakšni podobni državi na takšni osnovi, se jo ne spomnimo in je to dober opomnik, da neke stvari ne smemo in ne moramo imeti za samoumevne. Ta akt, seveda, da vseh teh stvari ne bo rešil. Jaz tudi osebno mislim, da trenutna dikcija ne bi preprečila situacije, kot se je zgodila glede STA, zato ker so določene formulacije še vedno ohlapne, definicije kot so oziroma opredelitve, kot je ustrezno financiranje, zadostno financiranje in podobne reči, so seveda zadostne v državah z dobro demokratično tradicijo, kot je mogoče Danska ali Švedska ali Finska, kjer bo vlada morala to razumeti na določen način. V Sloveniji, na Madžarskem ali v Bolgariji recimo ni nujno, da bojo stvari razumljene na tak način. In zato je pomembno, da je ta akt seveda še dodelan, hkrati pa je to vendarle samo osnova za to, kar bo potem Slovenija, glede na svoje težave, svoje izkušnje, kot je omenil tudi Lenart. Ta zakon je seveda pisan pravzaprav nekako na osnovi evropskega trga in vemo, da veliko teh prehajanj iz Evrope v Slovenijo in seveda sploh pa, ko gre za velikost slovenskih medijskih podjetij, Slovenija v te stvari večinoma ne pade. Ampak tudi, ko gre, in torej bo potrebna slovenska dodelava teh stvari,
In tukaj imamo mi vedno znova glavne težave z našimi organi, z našo pasivnostjo, z našim opazovanjem stvari. Pred leti smo imeli, se ne vem, če sploh še obstaja, ampak imeli smo nekakšno agencijo oziroma institucijo za preprečevanje korupcije, preprečevanje pranja denarja, ampak poslovneži so za to institucijo imeli vzdevek, da je to institucija za opazovanje pranja denarja. In takšnih institucij imamo v Sloveniji še kar nekaj, tega ne bo noben evropski akt rešil, tukaj mora biti pač natančni slovenski akti in tako kot zdaj vidimo recimo pri Radioteleviziji Slovenija, tudi tukaj prihaja do situacije, za katero smo mi mislili, da so samoumevne na nek način, da nikomur ne bo padlo na pamet, naprimer, da poseže po tako nenavadnih okoliščinah, sredstvih in tako naprej, kot se v zadnjem času dogajajo na Radioteleviziji Slovenija, ko naprimer zato, da preprečijo razrešitev generalnega direktorja, generalni direktor enostavno zgine in preda pooblastila nekomu drugemu, zato da na seji, kjer bi obravnavali to, formalno gledano, imajo nekoliko težave z tem, da bi obravnavali njegovo razrešitev. Skratka, v Sloveniji nažalost morajo stvari biti ultra natančno napisane, predvideti je potrebno najbolj nemogoče situacije, tako da Lenart bo imel gotovo zelo težko nalogo. Hvala za enkrat in se potem debatiramo. Tukaj se čisto strinjam, samo dve malenkosti. Eno od prvih vprašanj, ki smo jih poslali v Bruselj, je bil, ali lahko zadeve rešimo podrobneje in po svoje. In odgovor je bil ja. Zaradi tega, ker ta akt bo postavil minimum. Akt bo postavil minimum, ne bo pa posegel recimo države, ki bojo hotele zadeve morda strožje ali pa podrobneje urediti. Postavil minimalne standarde, kar pomeni, če mi hočemo zadeve bolj normirati ali pa drugačno narediti, imamo absolutno to možnost in tudi moja dolžnost. Druga stvar, ki je pa tudi zanimiva, sem tukaj dodal, ko se skozi pogovarjamo o teh zakonih, včasih je majčkeno preveč enega prepričanja, da je pa zakon tisti, ki lahko reši kakšne take anomalije, ki jih mi imamo. Zakon je orodje in stvar politične kulture je tukaj problematična. Recimo tudi ta zdajšnji zakon o RTV-ju, ki omogoča, da pač Državni zbor imenuje večino nadzornikov in svetnikov v javno RTV, bi lahko v državi z drugačno politično kulturo imel drugačen učinek. Zaradi tega, ker Državni zbor ima absolutno možnost imenovati najbolj kompetentne pa najboljše kandidate, ki se prijavijo za ta mesta. Ampak vemo pa anekdotično, da dobijo poslanci front listke, kjer so jasno navodila, koga imenovati v te organe in nekako čudežno med 70, 80 in ne vem kaj prijavljenimi ljudmi, kjer ne manjka tudi takih, ki bi jih hotel videti v teh organih, se znajdejo čist drugi ljudje. In problem tega zakona, recimo isto, kar je bilo pri STA-ju, mi imamo zelo res dilemo, koliko in na kakšen način in ali sploh zakon o STA-ju preoblikovati. Zato, ker odpiranje zakonov je pravzaprav najbolj zajebana stvar, ki se jo lahko lotiš. In tukaj je en tak argument, pa saj konec koncev je zadeva 10-11 let delovala normalno. In ni bilo nobenega problema in noben ni prišel na misel, da bi pa glih STA, ki pa bil res prepoznan kot zelo javna, res nekako javna služba, javni servis, recimo težko si najdu koga, ki bi ga res zmotil način dela in poročanja STA-ja, kao oni res poročajo. In so STA niti niso to kutikali, ker RTV je bil od nekdaj tarča takih kritik. In pa je tisto vprašanje, ampak dobro, a ti lahko napišeš zakone, ki so tako dobesedno lex en posameznik, ki nekaj počne. In vprašanje je, odprto vprašanje je, ker se zelo obadamo s tem, a bi bilo mogoče s drugačnim zakonom to, kar se je zgodilo na STA-ju, preprečiti. Ali ti lahko preprečiš, da nekdo, ki pride s političnim mandatom na eno funkcijo, ki ima popolno politično podporo, da dela karkoli hoče, in prije z namenom eno institucijo izčrpati, a je zakon nekaj, s čimer lahko ti take stvari preprečiš. Je do neke mere, ampak spet, če imaš ti človeka, ki spet prije s tako nalogo na eno vplivno institucijo ali pa na položaj, je izredno težko napisati zakon, ki bi to popolnoma preprečil. Tako da to je cilj, ampak vedeti pa res moramo, da je zakon vsem samo orodje.